Dober dan, lepo pozdravljeni. Vlada je potrdila danes predlog za začetek postopka za dopolnitev Ustave Republike Slovenije s ciljem umestiti slovenski znakovni jezik v Ustavo Republike Slovenije in predlaga Državnemu zboru Republike Slovenije, da začne postopek za dopolnitev drugega poglavja Ustave. Pobudo za umestitev slovenskega znakovnega jezika v Ustavo je podala Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije. Vlada je predlog podprla in na našem ministrstvu smo pripravili gradivo, ga medresorsko uskladili, prav tako tudi z službo vlade za zakonodajo. Kot ministrica, pristojna za področje invalidov, sem izredno vesela, da se je vlada odločila to pobudo podpreti. Menim, da gre za zelo pomembno odločitev. Gluhim, naglušnim in gluhoslepim je slovenski znakovni jezik materin jezik in je njihov osnovni in edini jezik za sporazumevanje. Sporazumevanje in jezik ter pravica do njune uporabe sta bistvena za socialno vključevanje in uveljavljanje temeljnih človekovih pravic. Brez komunikacije se posameznik v družbi ne more polno udejanjiti. Gluhe, naglušne osebe s polžjo in sadkov in gluhoslepe zaradi okvare sluha imajo lahko omejeno možnost pri uveljavljanju človekovih pravic in temeljnih svoboščin in na ta način dvigujemo pomembnost komuniciranja in za te osebe je tako seveda toliko bolj pomembna. Slovenski znakovni jezik je avtohton, jezik gluhe skupnosti v Sloveniji, popolnoma neodvisen od slovenščine, uvršča se med jezike manjšin v Sloveniji, do zdaj pa še ne uživa ustavnega varstva in je kot materin jezik gluhih v neenakovrednem položaju. Je znak tudi slovenske in kulturološke pripadnosti, socialnega povezovanja in s tem identifikacije jezikovne manjšine. Z umestitvijo slovenskega znakovnega jezika v Ustavo bomo zagotovili ustavnopravne podlage za ustrezne ukrepe, s katerimi jim dejansko omogočeno polno uveljavljanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin, ki jih določa Konvencija o pravicah invalidov. Menim, da gre pri tem dejanju tudi za zelo močen simbolni pomen, da vlada s tem daje sporočilo, da spoštuje človekove pravice in pravice manjšin. Potem, koliko pravic imajo invalidi, se namreč meri razvitost družbe. Na ta način se bo lahko zagotovil tudi ustrezen razvoj slovenskega znakovnega jezika in zagotovil ustrezno mesto v slovenskem znakovnem jeziku tudi v izobraževalnem procesu. Slovenija bo tako postala 5. država Evropske unije, ki bo imela pravico do uporabe znakovnega jezika zapisano v Ustavi. To so do sedaj storile Avstrija, Finska, Madžarska in Portugalska. Najlepša hvala. Hvala ministrici za te pozitivne besede. Vaše vprašanje na to temo oziroma na tej točki z današnje seje vlade. Izvolite, STA. Negovnic STA. Omenili ste, da bo to podlaga tudi za pripravo ustreznih ukrepov za večji dostop do znakovnega jezika. Najbrž je v to vključena tudi sprememba zakona o uporabi slovenskega znakovnega jezika na področju izobraževanja. Različne organizacije opozarjajo, da imajo gluhi otroci šoloobvezni zgolj, mislim, da 100 ur do pravice do tolmača v šolah. Ste se morda že tudi o tem kaj pogovarjali, kakšni so načrti na tem področju? Ja, tudi o tem smo se seveda pogovarjali, tako kot pravilno ugotavljate, otroci imajo, dijaki in pa študenti imajo do 100 ur pravice do tolmača in seveda na ta način bomo poskušali v prihodnje z ustreznimi zakonodajnimi spremembami tu urediti tudi to področje. Če ni več vprašanj, hvala lepa ministrici in Hvala vam. tolmački. Hvala. In nadaljujemo z naslednjo temo današnje seje vlade. Ja, lepo pozdravljeni. Torej, na današnji seji je vlada potrdila 2 zakona, ki sta med seboj povezana, in sicer zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin in pa zakon o evidentiranju nepremičnin. Gre v bistvu za eno povezano manjšo spremembo in sicer premikamo datum, ko bi moral nastopiti
nov sistem vrednotenja nepremičnin oziroma nov model vrednotenja nepremičnin. Namreč v strokovni razpravi o modelih vrednotenja se je pokazalo, da za uskladitev modelov nepremičnin novih potrebujemo še nekoliko več časa, da se te modeli uskladijo. Hkrati vemo tudi, da ko bo javna razgrnitev novega modela, da bo zanimanje javnosti veliko, tako občin kot lastnikov nepremičnin, tudi to bo terjalo svoj čas. Želimo pa tudi, da bodo podatki bolj kakovostni, zato da potem, ko pridemo do novih posplošenih vrednosti nepremičnin, da bodo te vrednosti čim bolj realne. Ker pa te modeli črpajo tudi podatke o dejanskih rabah zemljišč v zemljiškem katastru, pa hkrati tudi v zakonu o evidentiranju nepremičnin podaljšujemo ta datum enako na 31. marec prihodnje leto, tako da se tudi te podatki še naprej zbirajo in vzdržujejo po starem sistemu. Potem pa s 1. aprilom pa se oboje spremeni. Ni sicer vprašanje čisto na to temo. Stanovanjski sklad je danes imel novinarsko konferenco, na kateri so tudi predlagali, da bi se z DUTB na sklad prenesla zemljišča, na katerih bi potem gradili najemna stanovanja. Kako ocenjujete ta predlog? Ste se na vladi o tem morda že kaj pogovarjali? Ja, ta predlog je dober, namreč mi to potrebujemo ne samo za gradnjo novih stanovanj, ampak tudi za tega, ker si zdaj, ko bomo šli v prenovo stanovanjske politike, si želimo vpeljati tudi nekatere nove modele, kot so stanovanjske zadruge. In če želimo, da tudi država lahko vstopa v takšne projekte z zemljišči, jih stanovanjski sklad potrebuje, tako da upam, da to uspe. Mogoče še uredba o svečah, ki smo jo tudi danes potrdili. Samo 2 spremembi bi izpostavil v novi uredbi o odpadnih nagrobnih svečah. 2 stvari, ki jih spreminjamo, sta pomembni. In sicer po novem bodo za ravnanje z svečami, ko ti postanejo odpadek, odgovorni proizvajalci oziroma tisti, ki sveče dajo na trg in ne več zbiralci. To je del ukrepanja v luči reševanja težav, ki smo jih imeli lansko leto, tako z odpadno embalažo kot tudi s svečami. In s to uredbo uvajamo tudi finančno jamstvo. Finančno jamstvo pa je po vzoru uredbe o ravnanju z električno in elektronsko opremo. Gre pa za to, da se država zavaruje za primer, ko proizvajalci ne bi tega upravljali, pa to mora prevzeti država, da imamo neko finančno jamstvo. Zato mislim, da je to še eno teh korakov urejanja problematike z odpadki in z odpadnimi svečami, s katerimi se trenutno najbolj spopadamo na našem ministrstvu. Hvala. Kakšno vprašanje na to temo? Izjemno pomembna tema za ohranjanje varstva okolja. Če ni, ponovno hvala ministru, hvala vam. Hvala.